Katera je najbolj optimalna zaščita pred spolno prenosljivimi bolestnimi? Kondom. Absolutno kondom. Kaj so stranski učinki kontracepcijskih tablet? Zdaj, najpogostejši stranski učinki so kakšne vmesne krvavitve, vmesni rjavi krvavi izcedki, lahko kakšna napetost v dojkah, glavoboli, ampak to so vse prehodne narave, običajno spontano izvenijo z jemanjem tabletk v roku 2-3 mesecev. Tisti hujši stranski učinki, ki se jih pa vsi bojimo, so pa krvni strdki, tako imenovan nastanek tromboze, ampak ta je na srečo redek. Če samo ponazorim, pri uporabnicah hormonske kontracepcije, kombinirane hormonske kontracepcije, je to nekje približno 9 na 10 tisoč žensk v enem letu. Če ženska ne uporablja nobene hormonske metode, je to tveganje 5 na 10 tisoč. Ko ženska zanosi, je sama nosečnost dejavnik tveganja in je verjetnost višja in je celo 29 na 10 tisoč žensk. Po porodu, prvih 6 tednov po porodu, pa celo 300 do 400 primerov na 10 tisoč žensk, kar je ogromno. Tako da na srečo ta zaplet je redek, ampak se ga moramo zmeraj zavedati, ker lahko ima tudi smrtne posledice. Mlade zanima, kaj narediti, ko pozabiš na kondom ali ko kondom poče. Ko pozabiš na kondom, zagotovo obkroži tale datum z rdečo na koledarju, ker to je tvoj najbolj nesrečen dan v življenju. Če si pozabil na kondom, si pač pozabil na kondom. To ne pomeni, da nadaljuješ s spolnostjo. To pomeni, da prestaviš to dejanje oziroma poskrbiš, da naslednjič boš imel kondom. Kaj je bilo drugo vprašanje? Kaj pa, ko poči kondom? Ko poči kondom, ja, običajno svetujemo, da v lekarni si ženske kupijo nujno kontracepcijo, tako imenovano jutranjo tabletko, ki jo je odvisno od vrste potrebno vzeti čim prej v 72 oziroma 120 urah in je načeloma na voljo dostopna vsem. Ni pa to zagotovo neka oblika, ki bi jo redno prakticirali. Kaj pa je najbolj zanesljiva oblika oziroma najboljša kontracepcija za punce stare okoli 17 let? Odvisno od njenega zdravstvenega stanja, njenih potreb, želja, kakšnih drugih pridruženih ginekoloških težav. Običajno recimo dostikrat tle opažamo, izboljša lahko dolžino menstruacij, skrajša, zmanjša menstrualno bolečino. Skratka, cel kup je tudi nekontraceptivnih učinkov, tudi če dekle nima spolnih odnosov in težko shaja z menstruacijami vsak mesec. Torej je najboljša kontracepcija. Kako velika možnost je, da zanosim, če imam spolni odnos brez kontracepcije, a mu ne pride v meni? Kako velika verjetnost je, da zanosim, če imam spolni odnos brez kontracepcije? Tako. V bistvu prekinjen spolni odnos, ne? Tako, prekinjen spolni. Ja, zdaj načeloma tle je manj kot 80% zaščita, kar je zelo malo. Zanosi v bistvu približno več kot 20% žensk, se pravi, pri enem od 5 spolnih odnosov je zelo verjetno, da bo gospodična zanosila. Ker tudi nismo 100%, ne? Tudi fantje pri masturbiranju opazijo, da se pojavi tako imenovana predsemenska tekočina, ki je že lahko dovolj v količini, da pride do oploditve. In tega moški niti ne čuti, ne? Ker dostikrat mladi enačijo izliv je ena in edina stvar, se pravi orgazem, medtem ko pozabljajo na možnost predsemenske tekočine. Zato je res pomembna dosledna uporaba kondoma od začetka do konca v skladu z navodili proizvajalca. A če jem kontracepcijo, mu lahko pride v meni? Mi zmeraj priporočamo dvojno zaščito, ker kontracepcija, če jo dekle jemlje, ščiti pred neželeno nosečnostjo, medtem ko kondom je edina zaščita, ki ščiti tudi pred spolno prenosljivimi okužbami. In en velik problem, ki se ga premalo zavedamo, je dejansko pri mladih so med drugim okužbe s humanimi papiloma virusi in dejansko se potem pri zelo mladih puncah, zlasti če so promiskuitetne, lahko pojavljajo predrakave spremembe na materničnem vratu z vsemi svojimi posledicami že zelo zgodaj. Ni nezaželena nosečnost edini problem, ki ga mladi vidimo. Ali ginekolog lahko pove staršem za nosečnost ali kontracepcijo? Zdaj, slovenska zakonodaja tle dekle, kar se tiče njenega reproduktivnega zdravja in pač tega svobodnega odločanja o rojstvih otrok, kamor spada in kontracepcija in obravnava morebitne neželene nosečnosti, tle načeloma
ima ginekolog zvezane roke in nima pravice obveščati staršev, ne glede na starost ženske, če oceni, da je razsodna. Ampak je pa res in tudi v praksi se izkaže, da marsikateri ginekolog se tega ne drži, čeprav s tem krši pravice dekleta. Kako pa se starši pogovarjati o spolnosti, če starši tega ne želijo? Če starši tega ne želijo, starše treba spraviti v en tak šok. Predlagam, da doma zorganizirate eno zabavo in potem, ko se starši vrnejo, bodo starši v blaznem šoku. In takrat je idealna priložnost, ker jih ne boste več šokirali z nadaljnjimi vprašanji, da se začnete pogovarjati o spolnosti. To ni res. Zelo pomembno je, da starše šokirate z iskrenostjo. Se pravi, z iskrenim pristopom in zrelim pristopom boste presenečeni, kako zrelo reakcijo boste dobili nazaj od staršev. Tako da se mi zdi, da v bistvu se zavedati tega, da je starše prav tako sram pogovarjati se o spolnosti kot nas, mlade, je v bistvu tisti prvi korak. In zato iskren pogovor o tem, mislim, da tukaj ne bi smelo biti ovir. Kaj pa lahko povemo staršem in česa ne? Kaj lahko povemo staršem in česa ne? Ja, starši najbrž tudi nam ne povedo njihovega bančnega pina, ne. Mislim, staršem jasno povemo tisto, za kar se nam zdi, da je primerno v tej točki. No, jaz mislim, da v neke globoke perverzije in tiste, bom rekel, imaginacije, ki jih imamo, zagotovo ne bomo šli kar tako. Ampak morda se nam na prvi točki že na glas reči menstruacija ali pa erekcija, recimo pred starši zdi zelo težavno. Tako da jaz bi rekel, da dajte se starši pogovarjati o tistih stvareh, ki vam predstavljajo težavo. Če je pač to vprašanje, kakršnokoli pač bo, pomembno je, da se pač reši težava. No, tako da. Kakšne vrste splava obstajajo? Ja, nosečnost se lahko prekine kirurško, običajno v kratki splošni narkozici, ali pa s pomočjo posebnih tabletk in tako v bistvu ta splav s tabletko dejansko na nek način posnema spontani splav, kar je za marsikatero žensko, zlasti to opažamo pri mlajših, bolj sprejemljivo, ker ni nobenega posega v maternico. Zakaj v šoli ni veliko izobraževanj o seksu, čeprav je to tema, s katero se najstniki pogosto ukvarjajo? Zelo dobro vprašanje, glede na to, da ima šolski kurikulum pri urah biologije v 8. razredu temu namenijo 2 ali 3 šolske ure, se mi zdi, da je to zelo velik problem. To je zelo dobro vprašanje, jaz bi ga kar preusmeril na pristojne službe, tako da ja, se mi zdi, da bi moglo biti dosti več v bistvu spolne vzgoje že v osnovni šoli. Ta problem so izpostavili tudi mladi v tej raziskavi o spolnem vedenju slovenskih srednješolcev izpred 4 let, kjer jih je v bistvu več kot praktično okoli polovica jih meni, da je spolne vzgoje premalo tako v osnovnih šolah kot v srednjih šolah. In dejansko se je pokazalo, da pri srednješolcih je glavni vir informacij o spolnosti je bil svetovni splet, potem so bili zdravstveni delavci, pri osnovnih šolah so bili na prvem mestu še zdravstveni delavci, ampak splet definitivno ni zanemarljiv. Je pa problem, kako filtrirati vse te informacije. Se vam zdijo spolni pripomočki priporočljivi? Mislim, priporočljiv pripomoček je zobna ščetka, pa umivanje zob 2-krat na dan. Jaz bi rekel, zdaj spolni pripomočki, razmišljati o spolnih pripomočkih v tej starosti, morda razumemo vprašanje. Zdaj, če govorimo o samozadovoljevanju strani deklet, in je to vprašanje potem spolnega pripomočka, bi rekel, da dajte tukaj biti modre in pazljive. Verjetno gospa iz stroke... Dostikrat vidimo recimo kakšne, bom rekla, bizarne samopoškodbe, ki dekleta niso dovolj previdna. Zdaj pač pri parih, to konec koncev njihova osebna odločitev, zmeraj pa svetujemo, ja, ne bodo previdni, ker domišljija žal ne pozna meja. Ampak načeloma bi naj spolni pripomočki, ki jih prodajajo v trgovinah, verjetno imeli certifikat, da so varni. Verjetno testirani so po nekih standardih. Odločitev prepuščamo njim. Ja, tako. Kolikokrat na dan je seks priporočljiv? Odvisno od para.
Odvisno od starosti, odvisno od samega para, drugače pa, ja, seks sam po sebi ima zelo veliko. Ne. Jaz v bistvu ne želim, da se zgolj govori o seksu kot o enem problemu. Ne. V bistvu mladim je treba spolnost predstaviti kot nekaj lepega, na pravi način. Ne. Krepitev čustvene vezi, ne samo akt sam kot tak. Kar pa je danes jasno, no? Ker mislim, da glede na to, kako medij predstavlja spolnost mladim, je jasno, da si zelo težko predstavljajo, kaj dejansko spolnost kot taka naj bi bila. Ja, problem danes, ki ga opažamo, je predvsem, da imajo mladi, no zlasti tisti, ki zelo zgodaj vstopajo v spolnost, precej izkrivljeno podobo o spolnosti, ne? In že pri nizkih starostih, ne, šele tisti zgodnji najstniki se že obremenjujejo recimo za dolžino penisov, za doseganjem orgazma. Skratka, tle se vidi res ta negativen vpliv in v bistvu so njihova pričakovanja, ko vstopajo v spolnost, so prevelika, ravno zaradi vpliva medijev in pa dostopnosti vseh teh od pornografskih in drugih vsebin. Torej je nek pogovor mogoče pred samo spolnostjo zelo zaželen. Definitivno, ja. Ampak imamo vseeno vprašanje, koliko kalorij izgubimo pri seksu? Ja, pri poljubljanju, ne, mislim, da tam nekje 48, ni tako, pa mislim, da pri polurnem aktivnem spolnem odnosu cirka 150 se mi zdi nekje. Ampak še vedno najbolj zanimivo, ne, da največ kalorij porabimo v bistvu, po domače povedano, ko se muckamo. Se pravi, ko ne pride dejansko do spolnega akta, ampak v tistem poljubljanju, raziskovanju in dotikanju se nam tudi puls, bom rekel, telesno na nek način začnemo porabljati dosti več energije, kot pa pri sami aktivnosti. Tako da to je moj podatek. Zdaj pa. Ja. Je puncam bolj pomembna dolžina moškega uda ali njegova tehnika? To je fant vprašal ali punca? Ne vem, lahko pa pobrskamo za sabo. Verjetno kar oboje. Ja, ne vem, no, jaz sem v bistvu to vprašanje nekako želel dobiti odgovor na to vprašanje. In sicer zdaj sama dolžina, mislim, da je bolj pomembno nekako pri dekletih sama tehnika oziroma da fant, pa da ne govorimo samo o spolnem odnosu kot takem, ne, zopet govorim, da spolni odnos ni zgolj samo penetracija, ne, zato je zelo pomembno gledati na široko, ne. Ampak če govorimo o neki primerjavi dolžine tehnike, dekleta verjetno pravijo, da vse skupaj, ne, ampak bolj kot dolžina na nek način se mi zdi, da širina je tista, ki igra bolj pomembno vlogo, no. Kateri položaj pa mladim najbolj ustreza? To pa verjetno odvisno od mladega do mladega, ne? Pa jaz Ne raziskujejo, ampak varno. Ja, jaz bi rekel tako, no, morda zdaj kakšno kama sutro prakticirati, dvomim, ne, da bodo vešči. Ampak se mi zdi, da nekako čist standarden misionarski položaj, sicer ta naj bi imel nekaj težav pri fantih, ki so zelo visoki. Drugače pa recimo dekle zgoraj, to se mi zdi tudi tako, če majčkeno logično razmislim, dost v redu položaj za mlade, zaradi tega, ker ima dekle tukaj kontrolo nad tem, kaj fant počne, nad velikostjo penisa, ne, tako da se mi zdi, da morda, no, tako, to je čisto moje mišljenje. Na kaj moram biti pozoren, če prakticiram analni seks? Predvsem se uporabiti kondom. Ker pri analnem seksu je večja verjetnost, da bo prišlo do manjših poškodb sluznice in s tem pač večje možnosti prenosa in spolno prenosljivih povzročiteljev, kot tudi bakterij, ki so normalno prisotne v črevesju in ne v nožnici. Verjetno je pa ne glede na to, za kakšen spolni odnos gre, priporočljiv kondom. Absolutno. Absolutno. Tako pa smo izčrpali vsa vprašanja. Najlepša hvala. Hvala lepa.